Miro Cerar, vidi predsednika vlade, je danes napravil nekaj, kar si pred njim ni drznil še noben bivši premijer. Poglejmo državni zbor. Miro, daj premisli še enkrat, no. Miro bo šel kar do konca, izgleda saj tako. Ne. Ma ne bo, sej si ne upa. Spoštovani poslanci državnega zbora, danes bom govoril o pritiskih. V zadnjih 3 letih sem bil vsak dan izsiljevan strani lobijev in ti so se posluževali različnih metod, da bi vplivali na moje odločitve. Večkrat sem dobival nočne telefonske klice, v katerih so mi vplivneži gradbenih lobijev grozili, da mi bodo pozidali okna in vrata. Dobili ste tudi seznam vseh groženj, ki sem jih dobil strani avtoprevoznikov. In vsa ta pisma so bila osebno dostavljena s kamionom vsako jutro na moj domač naslov. So se omrežja in lobiji že kaj odzvali na ta Cerarjev govor? Tukaj v državnem zboru se danes marsikdo sprašuje, če je vse to sploh res, kar je povedal Cerar. Očitajo mu, zakaj ni tega, da mu je oblast ukradla globoka država, razkril takrat, ko je bil še premier, da bi lahko še ukrepal, ne pa samo jamral. Uradni Bruselj Cerarjeve izpovedi za zdaj še ni komentiral. Je pa bilo v neformalnih pogovorih med voditelji držav Evropske unije čutiti rahlo zadrego. Tako je. Odprl bom SP, popodanska obrt, pa naj tja nakažejo. Štekaš. Ne stari, ne moš tako, lahko te boli? dobija, veš. O, Kako? lega, ti si. Treba bo mal paziti na Grke, Špance in Balkanze. Bonjour, kako smo? Živijo stari. Miro je bled, roke ima potne, treba mu je pomagati. Bomo ja. Superb. Živjo, jaz sem pa Miro. A ti si ta.